Pravica do študija je ustavno zagotovljena, a je objektivno odvisna od posameznikovih finančnih pogojev. Štipendijska politika namreč ne zagotavlja popolnega financiranja. Študent se zato zanaša na podporo staršev in študentsko delo. To poteka preko napotnic študentskih servisov, ki se prav tako kot študentske organizacije iz njih tudi financirajo. Študentje torej financiramo svoje lastne organizacije s svojim lastnim delom. Za financiranje svoje dejavnosti študentske organizacije poberejo 3,8% študentove bruto plače. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani tako letno operira s 5 milijoni evrov, vendar več kot 40% tega denarja potroši za administracijo in obratovalne stroške. Le 60% denarja tako ostane za obštudijske in študentske projekte. Tako je ŠOU v Ljubljani najbolj potraten subjekt javnega prava v Sloveniji. Vendar tudi preostali del financ ne konča nujno pri projektih, ki bi bili v interesu študentske populacije, saj se jih velik del skozi navidezne projekte steče v privatne žepe. Hkrati se je neoliberalna retorika prikradla tudi globoko v študentski zbor, kjer nekateri poslanci kot glavne krivce za slabo gospodarjenje prikazujejo javne zavode, a prav ti so tisti, ki delujejo v nekomercialnem interesu študentov. Krovna študentska organizacija, ki naj bi v pogajanjih z vlado zastopala študentske interese, v 18 letih svojega obstoja ni uspela izpogajati temeljnih pravic, kot so denimo pravica do delovne dobe in z njo povezane delovne izkušnje. Prevečkrat je pokazala, da se bori za lastne interese ter interese posameznih študentskih funkcionarjev in ne interese vseh študentov. Študent, ali meniš, da so tvoji interesi zastopani? Aktiviraj se, zastopaj se in poskrbi za svojo prihodnost. Kajti prihodnost pripada tistim, ki se nanjo pripravijo danes.